GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v majovski izvedbi podcasta GFML-jevci. Tokrat sem z vami Vid. Približuje se poletje in vreme je čedalje bolj prijetno kot nalaž za miganje v naravi. Tudi naša šola posveča velik pomen športu, gibanju in zdravemu načinu življenja nasploh. Dokaz za to je moja današnja gostja Nuša Vukan, GFML-jevka, bivša odbojkarica, ki je po končani gimnaziji sklenila še nadgraditi svoje znanje in strast do gibanja in zdravja in danes svojimi izkušnjami pomaga drugim kot osebna trenerka in prehranska svetovalka. Nuša, zelo me veseli, da si se mi pridružila in seveda dobrodošla spet na šoli. Ja, hvala lepa, hvala za povabilo in evo, občutki so super, vidim, da je vzdušje na gimnaziji dobro, tako da gremo. Torej, kot smo že povedali, skoraj vsak dan se nahajaš v sosednjem Šicu, kjer vodiš vadbe, bodisi v fitnessu ali v plesni dvorani, tako da našo gimnazijo od zunaj vidiš praktično ves čas, praktično vsak dan. Kako pa je, ko si po dolgem času spet vstopila v notranjost? Kaj se je spremenilo? Ja, lepo se je vrniti v gimnazijo, da se spomniš par let nazaj, kako si tukaj preživel veliko časa. Vzdušje je lepo, super, nekaj se je spremenilo, videla sem neke nove prostore, tako da me veseli, da se gimnazija vedno bolj nadgrajuje v vseh področjih. Tako da se dobro počutim, pa evo, me veseli, da sem tukaj. Tvoji spomini na gimnazijske dni so še precej sveži in gotovo imaš iz šolskih dni obilico lepih, morda pa tudi kaj manj lepih spominov. A bi lahko z nami delila katerega, ki je mogoče s tabo še posebej ostal vse do danes? Ja, letos ravno mineva 10 let, odkar sem zaključila gimnazijo in evo prejšnji teden, ko so učenci plesali četvorko, smo ravno obujali spomine na naše zaključne dni. Tako da ja, me veseli vse skupaj in Spomini so še dokaj sveži oziroma jih ves čas obujamo. Najlepši so bili tisti, ko smo šli na kakšen izlet, torej Rim, London, bili smo tudi na Finskem in pa seveda zaključni izlet, maturantski izlet, pa potem še maturantski ples, to so pa tisti nekako najboljši, najlepši spomini, ki te vežejo na gimnazijske dni. Ali še ohranjaš stik z bivšimi sošolci in kako se imate, o čem se pogovarjate, ko se spet srečate? Ja, sošolci se še družimo in smo v stikih, zdaj nekateri so ostali v domačih krajih, tukaj v okolici, nekateri so v Ljubljani ali drugje po Sloveniji. Ko se vidimo, se seveda pogovarjamo o vsem mogočem, zdaj že o poslu, torej o podjetjih, kjer smo zaposleni, saj so se vsi že nekako našli službe in se ustalili v določenem, kako bi rekla, v določeni branži, Tako da sem vesela, da še ko pridemo skupaj, se imamo zelo lepo. Že v srednji šoli si bila športno aktivna, trenirala si namreč odbojko. Kako si usklajevala šolske in športne obveznosti, je šlo kdaj na tesno in kako razumevajoči so bili profesorji? Ja, trenirala sem odbojko, sicer sem nekje v sredini gimnazije zaključila, ker mi je nekako postalo preobremenjujoče. Vsi treningi čez teden, potem za vikend so bile tekme in sem se odločila zapustiti ekipo. Vzelo mi je veliko časa, sem pa se potem rekreativno še mogoče parkrat vključila v kakšne druge športe.
ker si vse skozi srednjo šolo na tak ali drugačen način bila vključena v šport, si mogoče potem že vse skozi srednjo šolo vedela, da bo tvoja nadaljna pot povezana s športom, s trenerstvom, ali si mogoče v ognju imela še kakšne druge možnosti, še kakšne druge poti? V bistvu si med gimnazijo nisem predstavljala, kje bom dejansko končala. Tudi do zadnjega letnika je bilo težko izbrati šolo, mogoče se zdaj tudi to še vedno dogaja. Sicer sem vesela, da ima gimnazija še 2 novi izobraževanji, medijski tehnik pa umetniško smer, tako da to se mi zdi tudi super. Verjetno bi jaz to izbrala, če bi že takrat bilo, saj me je vedno veselilo neka kreativna umetniške stvari, zato sem se dejansko prvo vpisala v oblikovanje tekstilij in oblačil. Ampak življenje se je malo obrnilo, pa sem pristala na študiju wellnessa, kar mi je dejansko bila ena izmed najboljših odločitev. Tam smo obravnavali človeka kot celoto, kot ravnovesje telesa in duha. Zato smo tudi imeli področja prehrane, sprostitve, gibanja in tam smo imeli tudi predmete za osebno trenerstvo. Tam sem v bistvu spoznala našo profesorico in se nekako navdušila za to. Zato sem po končanem wellnessu šla na študij športnega treniranja oziroma študij fitnessa. In potem sem postala diplomirana športna trenerka. Zaradi tega naziva pa sem dobila tudi pri Fitness zvezi Slovenije naziv inštruktorica fitnessa in tam sem tudi mentorica za strokovni kader. Torej, tvoja pot do tu, kjer si sedaj, je bila zelo raznolika, zelo razgibana. Kje vse si delala, preden si se odločila za samostojno pot, za ustanovitev svojega osebnega trenerstva in kako je bilo izbrati ta korak? Ja, po študiju wellnessa oziroma že vmes sem tudi delala v Banovcih, v zdravilišču, v masažnih salonih, kjer je tudi marsikaj je bilo podobnega, kot smo se učili v šoli in skozi prakso nekako najbolj nadgrajuješ svoje znanje. Se mi zdi, velikokrat je to bolj pomembno kot pa tista teorija v učbenikih, no. In tudi med študijem športnega treniranja smo imeli prakso v fitnessih in določen del oziroma število ur smo morali oddelati, da se navadiš na vodenje strank, vaje, ki jih sproti prilagajaš, tako da je kar pestro in vsakega človeka moraš obravnavati individualno. Tako da sem že skozi pridobivala izkušnje, po končanem študiju pa se posvetila osebnemu trenerstvu v fitnessu, vodim pa tudi skupinske vadbe. Tvoj delovnik se verjetno kar precej razlikuje od ljudi, ki opravljajo pisarniške službe. Kaj vse se zvrsti v tvojem dnevu in kako si razporejaš vse obveznosti? Ja, urnik je zelo pester, to je res in v bistvu že skozi gimnazijo sem pa vedela, da verjetno pisarniško delo ne bo zame. Tudi za knjigami sem kar težko sedela, da sem vedela, da nekaj razgibanega moram početi. Urnik je vsak dan drugačen v bistvu, ker ga prilagajam strankam. Zdaj nekatere ure so določene, kjer vodim skupinsko vadbo, pri posameznikih pa se prilagajamo en drugemu, tako da je vedno nekoliko drugače. S kakšnimi cilji pridejo stranke največkrat k tebi in kako jim pri tem pomagaš? Pa tudi katere vse starostne skupine trenirajo pri tebi? Ja, najmlajša stranka je, mislim, da 15 let, najstarejša 65, tako da je kar velik razpon tukaj, kar me sicer veseli. Vsak človek namreč potrebuje gibanje, ne? Tako da vsake stranke sem vesela, ki se odloči za ta korak. Največkrat pridejo z željo po hujšanju, preoblikovanju postave, pa naj bo to z pridobitvijo mišične mase ali izgubo maščobe. Potem vedno več je pa tudi
težav z sklepi, torej hrbtenica, kolena, ramena in te stvari se tudi veliko da popraviti z gibanjem, z pravilno izbiro vaj. Le potruditi se moramo in nam lahko uspe do izboljšanja. S kakšnimi težavami pa se mogoče ljudje, ki pridejo k tebi po pomoč, po nasvet, največkrat soočajo pri dosegi teh svojih ciljev in kako jim pri tem svetuješ in kako te težave skupaj odpravite, pa naj si bo s prehrano, z režimom treninga ali z zdravjem na splošno? Ja, velikokrat je v prvi vrsti neznanje, ker se mi zdi, da se to premalo obravnava v šolah, nažalost. Torej nekaj osnove zdrave prehrane, gibanja in temu se daje premalo poudarka, zato pa je vedno več bolezni, težav in tudi sedeče delo nič ne pripomore k temu, nam lahko nakoplje veliko težav. Tako da s strankami se vedno pogovorimo, kaj so njihove težave, kaj želijo poboljšati, odpraviti, potem pa je seveda večina odvisna od stranke, koliko se zavzeme in posluša nasvete, seveda se potem rezultati zelo hitro vidijo. Če pa ne upoštevamo pravilnih nasvetov, potem pa malo dalj časa traja vse skupaj. Omenila si tudi, da si zelo rada kreativna in da si se na podlagi te svoje želje po kreativnosti tudi odločala o svoji nadaljni poti, o svojem študiju. Kako, če lahko in na kakšen način je človek lahko kreativen tudi kot osebni trener, recimo pri pomaganju drugim pri dosegi svojih zdravstvenih in gibalnih ciljev? Ja, bom rekla, da tudi pri treningu se lahko kaže kreativnost, ker za vsako stranko se je treba sestaviti drugačen trening in ji prilagoditi, torej glede na telesne zmogljivosti, sposobnosti. In pa tudi pri prehrani velikokrat ljudje nekako jim manjka domišljije pri sestavi obrokov in zato so veseli, če jim kdaj mogoče svetujem, na kak način lahko katero stvar pripravijo in da ni treba jo sami iskati teh rešitev. No. Je potem lažje vprašati in hitro najdemo neke odgovore. Svoje znanje in nasvete o gibanju in prehrani deliš tudi na družabnih omrežjih. Kako to, da si se odločila za ta korak in kakšne odzive dobivaš? Ja, to je zdaj že nekako glavni del oziroma zelo pomemben del poklica. Se mi zdi, da je treba iti v korak časom in vse to združevati. Zdaj jaz sem se v bistvu za to nekako odločila v času korone, ko so bili fitnesi zaprti in sem imela kar naenkrat ogromno časa. Pa sem ga pač posvetila Instagramu, tako da vas vabim, da mi sledite pod imenom osebnatrenerka.nusa. Pa tudi s Facebookom se trudim z objavljanjem, ampak ja, vzame kar precej časa, tudi tukaj je potrebna kreativnost, da vsak dan objaviš kaj novega, kakšne zanimive podatke, obroke in seveda ljudje radi spremljajo te stvari. Ko pa dobiš kakšen pozitiven komentar, pa je seveda še lažje nadaljevati, ker veš, da nekomu to zelo dosti pomeni. Že si omenila pandemijo koronavirusa, ki je seveda močno zaznamovala zadnja leta. In ali mogoče opažaš, da so se v zadnjih letih pravno zaradi epidemije gibalne sposobnosti in nasplošno zdravje populacije poslabšali? In če to opažaš, kako bi morali postopati, da se vrnemo v stare tirnice? Ja, že takrat so se videle spremembe, zdaj pri odraslih, predvsem v večini primerov so se ljudje zredili, torej pridobili telesno težo, ker smo bili veliko časa doma, manj smo se gibali, več smo jedli, no, iskreno rečeno. Najhujše pa je v bistvu, se mi zdi, pri otrocih, ker določene gibalne sposobnosti so zelo pomembne, da jih razvijamo v mladostnem času oziroma v otroštvu in to mogoče ne bo nikoli možno popraviti, ampak seveda vse se da, lahko se zavzamemo za stvar in popravimo
določene stvari, ki so nam delale težave in v glavnem, če vložimo nekaj truda, se da, to bo to. Volja je potrebna in gre. Ko smo že pri volji, kakšno voljo pa imajo mogoče naši dijaki naše gimnazije, ker si skoraj vsak dan v fitnessu, ali v fitnessu opažaš tudi veliko sedanjih dijakov GFML-ja? Ja, v bistvu me veseli, da so nekateri tako z zanimanjem prišli v fitness. V bistvu vsakodnevno videvam dijake, da se po šoli še udeležijo treninga, no. Bom rekla, zdi se mi, da v našem času še tega ni bilo oziroma mogoče kakšne izjeme, ampak mislim, da nam ni prišlo na misel, da bi po šoli šli na trening direkt v fitness, ampak zdaj se očitno časi spreminjajo in to je seveda pozitivna stvar, da se razgibamo po dolgem času sedenja. Si iz Prlekije, tu si odraščala in obiskovala gimnazijo in tudi sedaj, ko si odrasla in imaš poklic, si sklenila ostati v Ljutomeru in svojo dejavnost bazirati v Šicu. Si le primer človeka, ki se je odločil s svojim znanjem bogatiti domače okolje in prinesti nekaj novega, tukaj ne tako razširjenega. Se ti zdi, da bi se več mladih iz regije moralo odločiti tako in kako bi spodbudila nas dijake, da se tudi mi po dokončanem študiju vrnemo v domače kraje? Ja, jaz sem s tem namenom nekako ostala tukaj, ker se mi zdi, da še osebnega trenerstva ni bilo, vsaj kolikor sem jaz vedela za to. Tako da so ljudje kar zelo dobro sprejeli neko novost, tudi županja, moram reči, no, in nasplošno je bila to neka nova pridobitev. Tudi v Šicu, ki je sedaj zelo dobro obiskan z vseh mogočih dejavnosti, kar me res veseli, da se dvorana tako dobro uporablja. Drugače pa ja, boste videli, kam vas zanese pot, težko je predvidevati včasih, kaj nam ponudi življenje in veselilo me bi, če bi ostali v domačem kraju, seveda pa razumem vse tiste, ki so mogoče službe dobili drugje, v Ljubljani, Mariboru, torej tam, kjer so študirali, kar je seveda razumljivo in jim tudi privoščim ves uspeh. In še za konec, kaj je nasvet, ki bi ga dala nasplošno dijakom, mogoče pa tudi profesorjem, ki bi si želeli z gibanjem in uravnoteženo prehrano izboljšati in ohraniti zdravje in vitalnost in na tej poti seveda vztrajati? Ja, najbolj pomembna je vztrajnost, ne? Torej nič ne gre iz dneva v dan, preko noči se težko spremenimo, torej naše navade morajo postati takšne, da ostanejo te navade in takrat bomo videli rezultate. Seveda pa nikoli in nikdar še nikomu ni bilo žal, da se je odločil za zdravo prehrano, za gibanje, torej vsak človek vidi pozitivne spremembe in seveda je vredno poskusiti, potem pa, ko enkrat vidimo rezultate, je pa še dodatna motivacija za naprej in to nas žene potem do novih ciljev. Tako da vedno se da, kjer je volja, tam je pot, ne, in lahko vam uspe, tudi če si mislite, da ne, tudi če vam enkrat spodleti, to je normalno in samo vztrajajte, pa bo, se splača. Nuša, najlepša hvala, da si bila moja gostja in želim ti še obilo uspehov na tvojem poslanstvu. Najlepša hvala za povabilo, me je veselilo spet po dolgem času obiskati gimnazijo in se vidimo, ne? Smo kar blizu, Šic in gimnazija, evo, lepo sodelujemo. Hvala tudi vam, dragi poslušalci, upam, da ste uživali v današnji športno in gibalno obarvani epizodi in dobili vpogled v enega hitreje rastočih poklicev na področju gibanja in zdravja. Nuši lahko sledite na Facebooku in Instagramu, seveda pa tudi naši šoli, da ne zamudite novičk in utrinkov iz vsakdana na GFML. Vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo in podcast Glas GFML. Na sporedu lokalnih televizij pa lahko vsak mesec zasledite tudi oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine, skupaj z današnjim pogovorom, najdete na naši spletni strani www.gfml.si.
Tako je končana še ena epizoda GFML-jevcev. Spremljate nas tudi naslednji mesec, v zadnji epizodi podcasta v tem šolskem letu, preden se vsi skupaj, mi in vi, odpravimo na zaslužene počitnice. Želim vam uspešen zaključek šolskih obveznosti in obilo užitkov zunaj na soncu s prijatelji in bližnjimi. Adijo! GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomere.